Včeraj je naše nepopustljivo prizadevanje za pravico za Ashley Oakland doseglo pomemben mejnik. Nepremičninska agentka je umorjena sredi belega dne in primer ostane nerešen. Toda zdaj, več kot desetletje kasneje, velik preboj. Danes je dan, na katerega je moja družina zelo pogosto mislila v zadnjih 14 letih. Osumljenka je zdaj v priporu. Ženska, ki je leta živela na videz običajno življenje gospodinje in mame, zdaj pa je obtožena v povezavi s tem umorom. Nihče ne bi smel nikoli uiti kazni za umor. Družine si zaslužijo odgovore in za vsako žrtev mora biti dosežena pravica. Kateri so dokazi, ki to žensko povezujejo s skrivnostno smrtjo, medtem ko tožilci sestavljajo dolg in zapleten mozaik, obtoženka pa se bori za svojo svobodo? Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Hej fantje, na hitro. Obstaja veliko izdelkov, ki trdijo, da vam pomagajo izgledati najbolje. Vendar je težko vedeti, ali res držijo in ali imajo prave sestavine. Rad bi govoril o našem sponzorju Van Manu. Uporabljam Pearl Eye Cream znamke Van Man. Resnično, res mi pomaga, da sem videti svež. Pearl Eye Cream znamke Van Man združuje loj z Wild Caught Pearl Powder, enim najbolj hranilnih sestavin na svetu za zdravje kože in oči. Dodali so tudi izjemno močan matični mleček, ekološki zeleni čaj in nekaj najboljših eteričnih olj proti staranju, kot sta kadilo in vrtnica. Sestavine, ki jih lahko dejansko izgovorite. Všeč mi je, kako dobro izgleda moja koža po uporabi. Zato svojim očem privoščite nego, ki si jo zaslužijo. Obiščite Van Man Bokta Shop, poševnica OTC in uporabite kodo OTC za 15% popusta pri prvem naročilu. Van Man. Prave sestavine brez izjem. Če ste kdaj kupovali dom, je dan odprtih vrat precej običajna stvar. Greste si ogledat hišo na prodaj in agent prodajalca je morda tam, da ima stvari pod nadzorom. Leta 2011 se je prav na enem od teh dni odprtih vrat začela ta skrivnost umora. 27-letna Ashley Oakland je bila v osmrtnici opisana kot dekle s podeželja po srcu, ki je skupaj z možem in njunim psičkom živela v mestu West Des Moines v Iowi. Rada je preživljala čas z družino, prijatelji, potovala, hodila na koncerte, igrala golf in sodelovala v številnih dobrodelnih organizacijah. A njena največja strast v tistem času je bila obetavna kariera v nepremičninah. In šokantno, prav ta sanje so jo na koncu pripeljale do smrti le nekaj let kasneje. Umora, ki je ostal skrivnost več let, morda vse do zdaj. Ko slišiš, kdo je bila Ashley, se res vprašaš, kdo bi si želel vzeti življenje lepi, ambiciozni mladi ženski, ki so jo vsi okoli nje očitno zelo spoštovali. Po navedbah tožilcev je to ta ženska, osumljenka, 53-letna Kristen Ramsey, žena in mama iz Iowa. Nekdo, za katerega bi njeni prijatelji trdili, da nikoli ne bi storila česa takega, za kar jo obtožujejo. Toda veliko vprašanje v tem trenutku je, ali ta ženska že od leta 2011 živi s temno skrivnostjo. Kristen Ramsey so prejšnji mesec aretirali in obtožili umora Ashley Oakland. Toda kako so policisti odločili, da je zdaj, približno 15 let kasneje, pravi čas, da aretirajo Ramseyjevo? In kaj najnovejše v tem nerešenem primeru, ki se zdaj razkriva v javnosti? Torej bomo v trenutku prešli na ta ključna dejstva, vključno s tem, kako obtoženka poskuša biti izpuščena na varščino, čeprav je obtožena umora. Preden se lotimo vsega tega, kar se trenutno odvija in zelo nenavadnega pristopa, ki ga obramba očitno ubira, želim govoriti o samem začetku in o tem, kaj vemo o dokazih do tega trenutka. Torej se bomo vrnili na 8. april 2011. Ashley Oakland dela za Iowa Realty. Tam je nepremičninska agentka in dodeljena ji je naloga, da vodi dan odprtih vrat v vzorčnem vrstnem domu v West Des Moinesu v Iowi. Dogodek naj bi potekal od 1 do 6 tisti dan. To je bilo precej običajno v njenem poklicu. Po navedbah tožilcev je Oakland malo pred 14 uro poslala elektronsko sporočilo. Tisti dan je svojega računalnika prijatelju poslala sporočilo in pogovarjala sta se le o nepovezanih družabnih načrtih. Toda to elektronsko sporočilo nam pokaže, da se okoli tistega časa ni zdelo nič nenavadnega. Vse je potekalo dobro. Sporočilo kaže, da ni bila v stiski. Bila je živa in bila je prisotna v tej vrstni hiši.
Torej, dan odprtih vrat traja približno 1 uro in tožilci verjamejo, da je do takrat vse potekalo kot običajno, saj naj bi se na to nekaj domnevno zgodilo. Tako tožilci opisujejo svojo različico dogodkov v nedavni sodni vlogi. Na isti datum in ob istem času sta bili priči in njena mati prisotni v vrstni hiši, ki si je delila steno z vzorčno hišo. Kmalu po 14. uri priča je slišala 2 glasna zvoka, ki sta prihajala iz vzorčne hiše in sta bila opisana kot udarca. In bila sta 3 do 4 sekunde narazen. Kot je bilo opisano, preiskovalci menijo, da so bili ti zvoki streli. V vlogi je navedeno, da so organi pregona na kraju dogodka našli 2 izstreljeni tulci kalibra 380, ki sta skladni s tem, da sta bila izstreljena iz pištole. In zdaj tukaj nastopi obtoženka Kristen Ramsey po besedah tožilcev. Pravijo, da je bila vzorčna hiša v lasti razvojne agencije z imenom Rutland Homes, kjer je Ramsey delala kot vodja prodaje. Torej, če to vemo, nekako razumemo, zakaj bi bila Ramsey tisti dan na istem mestu kot Ashley Oakland zaradi dneva odprtih vrat. Torej, vrnimo se k temu, kar tožilci tukaj pravijo. Potem, ko je zaslišala zvoke, je priča opazila obtoženko pred vhodnimi vrati vzorčne hiše. Kmalu zatem je priča z drugega nadstropja svoje hiše opazovala obtoženko, ki je hodila ob svojem vozilu in govorila po mobilnem telefonu. Klic, opravljen z obtoženkinega telefona, je bil namenjen sodelavcu podjetja Rutland Homes in je bilo potrjeno, da se je zgodil v 2 minutah po glasnih zvokih, ki jih je slišala priča. Nato je priča opazovala, kako je obtoženka z veliko hitrostjo in na nenavaden način zapeljala vzvratno ter zapustila območje. Torej je ta priča domnevno videla obtoženko pred vhodnimi vrati vzorčne hiše, kako hodi ob svojem vozilu, kliče sodelavca nekaj minut po domnevnih strelih v hiši in nato nenavadno odpelje. Ne pozabite, to je zgolj izjava priče. To je vse. Vsekakor pa bi to vzbudilo nekaj pozornosti, če bi tožilci lahko dokazali, da je res. Veliko vprašanje pa je, kakšne druge dokaze imajo. Po navedbah v vlogi je ta priča zelo zaskrbljena, potem ko naj bi vse to videla, to žensko, ki je odpeljala z veliko hitrostjo. In tako priča vstopi v vzorčno hišo in takrat naleti na grozljivo odkritje. Na tleh najdejo Ashley Oakland, ki se ne odziva. Ta priča nato pokliče številko 911. Medicinsko osebje se odzove, nato pa se obtoženec domnevno kmalu zatem vrne na območje te vrstne hiše. Torej, po obdukciji urada mrliškega oglednika okrožja Polk v Iowi je bil vzrok smrti Oaklandove več strelnih ran, način smrti pa uboj. Ugotovljeno je bilo, da je bila ustreljena od blizu enkrat v prsi in enkrat v obraz. Zdaj se morda sprašujete, ko slišite vse to. Saj imamo pričo, ki trdi, da je bil Ramsey domnevno v bližini. Kdo je bil še tam? Ali so bili še kakšni drugi ljudje na tem dnevu odprtih vrat, ko se je to domnevno zgodilo? No, to je tisto, kar tožilci navajajo v vlogi. V neposredni bližini ni bilo opažene nobene druge osebe, ki bi bila povezana z vzorčno hišo, kjer je bil Oakland ustreljen. Vsa vrata in okna v bivalnem delu vrstne hiše so bila potrjeno zaklenjena ali zaprta. V vzorčni hiši, kjer je bila najdena gospodična Oakland, ni bilo nobenega pohištva ali drugega predmeta, ki bi ustrezal udarcem, ki jih je opisala priča. Torej, ni bilo prevrnjenega pohištva, zlomljenega stekla ali kakršnekoli druge škode. Ni bilo nobenih znakov boja. Če je to res, se je treba vprašati, ali je domnevni morilec, kdorkoli že je bil, izkoristil dejstvo, da je Ashley Oakland, ta nepremičninska agentka, bila sama. Bila je v tej vzorčni hiši zaradi dneva odprtih vrat. In to je bila priložnost, ki jo je domnevni morilec izkoristil za izvedbo zločina. In dejstvo, da je bilo vse ostalo v tej hiši videti nedotaknjeno, bi lahko nakazovalo, da to ni bil rop ali kakšen vdor v dom. Seveda je to v tem trenutku zgolj ugibanje, saj motiv v tem primeru še ni bil razkrit. Ni jasno, ali organi pregona v tem primeru poznajo motiv. Ko je bil Ramsey aretiran marca letos, približno 15 let potem, ko so našli Ashley Oakland mrtvo. In videli smo slike Kristen Ramsey. Zdelo se je, da je bila njena aretacija za ljudi, ki so jo poznali, popolnoma nepričakovana, saj je očitno živela povsem običajno življenje. Ona in njen mož sta vzgojila otroka, ki je šel na fakulteto. Hodijo na nogometne tekme. Ampak potem to slišiš in morda to ni tako veliko presenečenje, kot se zdi.
Ker tukaj je zanimiva podrobnost. Tožilci so povedali, da Ramsey ni nov osumljenec v tem primeru. Dejansko naj bi bila po navedbah oblasti večkrat zaslišana med preiskavo, vendar naj bi podala nasprotujoče si različice o tem, kje je bila in o drugih dogodkih na dan incidenta. Zdaj so tožilci povedali, da so se izjave Ramseyjeve prav tako razlikovale od izjav drugih prič. Tako je že samo to rdeča zastavica za tožilce. Vendar bo za sestavo trdnega primera, da bi jo obsodili za domnevni umor Ashley Oakland, potrebno več kot le besede. Vrnimo se v leto 2011. In malo več kot mesec dni po smrti Ashley se premaknemo na 11. maj. In takrat so na domu Ramseyjeve izvršili odredbo za hišno preiskavo. In po navedbah tožilcev so organi pregona odkrili več zaskrbljujočih predmetov, vključno z več kosov strelnega orožja, prepovedanimi substancami in plakati, ki so grozili z nasiljem. Zdaj, slik teh plakatov še nismo videli, vendar je to zagotovo velik kontrast v primerjavi s slikami, ki jih je obramba predstavila o Kristen Ramsey in o tem, kakšno je bilo njeno življenje v zadnjih 15 letih. Zdaj bomo v trenutku izvedeli več o tem, kako obramba skuša prikazati Kristen Ramsey. In tukaj je še nekaj presenetljivega. Drugo odredbo za hišno preiskavo na domu obtoženke so izvršili prav prejšnji mesec. Torej govorimo o 15 letih kasneje, leta 2026. In po navedbah oblasti so bili najdeni tudi predmeti enake narave. Tako ni jasno, kako so določeni predmeti morda povezani z Oaklandovim umorom. Na tej točki je veliko vprašanj brez odgovorov. Veliko vprašanj o motivu in povezavi. Veste, kaj je organe pregona resnično navedlo, da so Kristen Ramsey obravnavali kot osumljenko, poleg zgodb, ki se niso zdele smiselne in pričevanj, ki so jo postavljala blizu kraja, kjer je bila umorjena Ashley Oakland. Toda natančneje, preostale informacije še niso bile objavljene. In dejstvo, da so te odredbe za hišno preiskavo omenjene v vlogi, ki so jo tožilci predložili sodišču, kaže, da nameravajo vse to potencialno izpostaviti v postopku. Torej, premaknimo se naprej. 17. marca 2026 velika porota obtoži Kristen Ramsey za umor prve stopnje približno 15 let potem, ko je bila Ashley Oakland ubita. In Ramsey je pridržana. Od njene smrti 8. aprila 2011 je iskanje odgovorov močno obremenjevalo družino, prijatelje, sodelavce in našo skupnost v osrednji Iowi. Poleg tega je zgodba Ashley preganjala zelo prestrašeno skupnost poklicnih nepremičninskih posrednikov, ki so zavedno spremenili način, kako organizirajo dneve odprtih vrat in vsakodnevno opravljajo svoje delo. Nekateri izmed vas, ki vas danes tukaj zastopajo mediji, ki so primer spremljali skozi leta ali so bili na prizorišču umora leta 2011, ste to delili. Tudi vas so podrobnosti umora Ashley osebno prizadele, bolj kot pri večini primerov, ki ste jih spremljali skozi leta. Kar zadeva našo preiskovano ekipo, ki je v zadnjih 15 letih ohranjala primer Ashley odprt in sledila tisočim namigom. Iz javnosti in pregledovala nešteto dokazov zbranih skozi preiskave, je zgodba Ashley mnogim od nas skratila spanec, saj smo v mislih znova in znova premlevali podrobnosti, iskali tisti manjkajoči košček, ki bi vse povezal in nas popeljal na pravo pot do identifikacije osebe, odgovorne za to dejanje. Zagnanost in neomajna predanost preiskovalcev pri reševanju tega primera sta bila vedno in ostajata usmerjena v dosego pravice za Ashley in njeno družino. Včeraj, 17. marca 2026, so detektivi policije West Des Moines brez zapletov aretirali 53-letno Kristen Ramsey. Trenutno je pridržana v zaporu okrožja Dallas. Velika porota okrožja Dallas jo je obtožila kaznivega dejanja umora prve stopnje. Trenutno ne pričakujemo drugih aretacij. Čeprav je ta aretacija pomembna, naše delo še ni končano. Primer bo zdaj predan kazenskemu pregonu. Želim, da vsi vedo, da je tožilstvo okrožja Dallas zavezano iskanju pravice za Ashley Oakland, njeno družino in vse žrtve kaznivih dejanj v okrožju Dallas. Osebno bom vodil pregon v tem primeru s pomočjo pomočnika državnega tožilca Scotta Browna in pomočnice okrožnega tožilca Andrew Lovick. Ker gre za odprt primer, ne moremo razpravljati o podrobnostih našega pregona.
Kar vam lahko povem je, da je po pregledu dokazov velika porota okrožja Dallas izdala obtožnico proti Kristen Ramsey zaradi umora Ashley Oakland. Po našem pravosodnem sistemu velja, da je obtoženec nedolžen, dokler ni dokazana njegova krivda. Ramseyjeva je bila pridržana v zaporu okrožja Dallas z varščino v višini $2 milijonov, ki jo je mogoče plačati le v gotovini, kar je odločitev, ki je bila v tem primeru predmet stalne razprave. Po sodnih dokumentih, na katere se sklicuje KCCI, je Ramseyjeva zahtevala znižanje varščine na $100,000 z možnostjo, da za izpustitev plača 10% tega zneska. Zdaj je Ramseyjeva kot del teh pogojev povedala, da bi pristala na GPS nadzor, policijsko uro, nadzor pred sojenjem in predajo potnega lista, poleg nadzora tretje osebe, če bi sodišče menilo, da so potrebne dodatne zahteve. Zdaj država pravi, da to ne pride v poštev. Podali so svoje nasprotovanje tej zahtevi in kmalu bomo obravnavali obe strani tega argumenta. Poglejmo si to čustveno obravnavo, ki je potekala 10. aprila, kjer smo si lahko dobro ogledali Kristen Ramsey in slišali, kako jo njena obrambna ekipa poskuša predstaviti javnosti. Ne kot pošast, ki naj bi domnevno leta skrivala umor, ampak kot dobrosrčno članico skupnosti, ki ne bi bila sposobna storiti kaznivega dejanja, za katerega je zdaj obtožena. Vendar smo videli Ramseyjevo. Bila je v solzah. Bila je tudi v verigah, ko je se izrekla o obtožbi za umor prve stopnje. Obtoženka je vložila pisno izjasnitev o obtožbi, ki jo je sodišče pregledalo, in v zapisnik bom vnesel izjavo, da ni kriva, kot je določeno v pisni izjasnitvi o obtožbi. Med to obravnavo je sodišče obravnavalo tudi argumente o dveh zadevah. Ena izmed njih je bila odredba za preiskavo obtoženkinega mobilnega telefona, ki jo je zahtevala država. Kar zadeva telefon gospe Ramsey, bi vse njene zasebne informacije šle vladi brez kakršnekoli zaščite zasebnosti. Torej, vse, kar pravimo, je, da mislim, da lahko z njimi dosežemo dogovor, kjer bi, če bi želeli, lahko rekli, v redu, to je izključeno. Ampak želeli bi, da je naš strokovnjak tam in nadzira prenos, da se prepriča, da so zasebne informacije izključene. Jasno je, da imajo pravico do nekaterih informacij, ki so morda na telefonu in so zanje pomembne. Mislim, da so upravičeni do teh podatkov. Toda zasebnih, zaščitenih informacij, ki so zaščitene z zakonom v Iowi, niso upravičeni dobiti brez posebne zahteve, naslovljene na vas. Če bi pregledali mobilni telefon in našli nekaj, kar ni v mejah, ki jih je sodišče določilo v nalogu za preiskavo, bi se morali vrniti na sodišče z novim nalogom za preiskavo, da bi iskali predmete, ki so pomembni. Če je nekaj privilegirano, bo sodišče o tem odločilo naknadno preko predloga za izločitev dokazov, kjer se trdi, da država ne sme uporabiti tega dokaza in zato ni sodne prakse. V kazenskem postopku ni pravil, ki bi sodišču dovoljevala, da postavi omejitve po tem, ko je bil podpisan nalog za preiskavo. In tako. V tem primeru, spoštovano sodišče, zahtevamo, da nam sodišče dovoli izvršitev naloga za preiskavo in kakršnegakoli prihodnjega naloga za preiskavo, ki ga bomo morda zahtevali v prihodnosti. Da nam dovolite opraviti preiskavo, ki nam jo zakon dovoljuje. Z veseljem mu bomo dali vse, do česar je upravičen. Nočemo mu dati zdravstvenih kartotek naših strank ali pogovorov z njenim zakoncem, pogovorov, če gre za duhovnika ali ministra. Do tega ni upravičena. Obstajajo lahko določene okoliščine, v katerih bi to lahko dobili, vendar ne na podlagi splošnih nalogov, kjer bi iskali po njenem mobilnem telefonu. Ne bi želel, da bi ljudje imeli moj mobilni telefon, ker ima vse zdravstvene kartoteke, ki sem jih kdaj imel. In prav to ima pravico zaščititi tudi gospa Ramsey. Mislim, da je to enostavna rešitev, spoštovano sodišče. To je vse, kar bi povedal. Zdaj morda lahko razumete, zakaj bi tožilci želeli raziskati podatke z Ramseyjevega mobilnega telefona. Zgodovina klicev, besedilna sporočila, GPS podatki in druge digitalne sledi bi lahko postali ključni dokazi v tem primeru, če bi se kaj pojavilo. Vendar morate tudi pomisliti, koliko se je tehnologija spremenila, še posebej, ko gre za mobilne telefone leta 2011. Toda tudi to, kar se šteje za zasebne zaščitene podatke, kot trdi obramba, bi lahko v tem primeru postalo ovira za pridobivanje dokazov za tožilstvo.
Zdaj naj bi sodnik ta teden odločil o odredbi za preiskavo Ramseyjevega mobilnega telefona in pozorno bomo spremljali, kaj se bo tam zgodilo. Večina obravnave pa se je v resnici osredotočila na razpravo glede Ramseyjeve prošnje za znižanje varščine, da bi lahko šla domov, medtem ko se primer nadaljuje. In obramba je celo poklicala 3 priče, da bi pričale o domnevno dobrem značaju Ramseyjeve. Bila je prijazna oseba že od prvega dne, od 6. razreda dalje. Zelo dobra, skrbna, sočutna, nesebična oseba. Za vsakogar bi naredila vse. Ali mislite, da Chrissy predstavlja kakršnokoli nevarnost za skupnost? Ne. Glede na lastnosti in vrednote, ki jih je Chrissy razvila in kazala skozi osnovno šolo, nižjo srednjo šolo in srednjo šolo, menite, da bi na kakršenkoli način pobegnila ali se ne bi udeležila zahtevanih sodnih obravnav? Ne. Če bi sodišče ugodilo naši prošnji in znižalo varščino, ali menite oziroma bi imeli kakršnekoli zadržke glede tega, da bi se Chrissy vrnila v vaše mesto, v sosesko, kjer živite že 18 let? Najboljši način, da odgovorim na to, je: moji vnuki so odraščali v hiši mojega sina in snahe, njihovi varuški pa sva bila jaz in moja žena. In kot 2 pedagoga si ne moš privoščiti veliko. In če bi vedel, da se v tisti hiši kaj dogaja in ne bi bilo dovoljeno biti tam, šel bi k svojemu sinu in njegovi ženi in ona 2 bi rekla ne. Ali na podlagi svojih izkušenj in opazovanj Chrissy v zadnjih 18 letih verjamete, da predstavlja tveganje za vašo skupnost? Moral bi reči, da je ona zadnja oseba v tistem mestu, za katero bi mislil, da bi bila vpletena. Kako bi opisal Chrissy in značaj? Ona je najbolj ljubeča oseba, kar jih poznam. Je skrbna, je sočutna, je obzirna. Ali je imela kakšne sovražnike, ko je odraščala? Ne. Ali je bila kdaj uporniška, ko je odraščala? Ne. Ena od prošenj, ki smo jih naslovili na sodišče, je bila, da se za Chrissy v primeru izpustitve na prostost pod varščino v skupnosti morebiti imenuje skrbnik. Ali bi bili pripravljeni služiti kot skrbnik? Da. Kar bi pomenilo, da če Chrissy krši pogoje, bi morali to prijaviti sodišču. Bi bili pripravljeni to storiti? Da. In če bi bilo potrebno, bi lahko Chrissy živela pri vas, če bi bilo to potrebno? V redu. Glede na to, da poznate Chrissy, celo njeno življenje, imate kakršnekoli razloge ali skrbi, da bi Chrissy lahko predstavljala nevarnost za skupnost, če bi bila izpuščena? Ne. Menite, da bi pobegnila, če bi bila izpuščena? Vem, da je ena od skrbi, ki jih je tožilstvo izpostavila v svojem nasprotovanju, ta, da bi si lahko škodovala. Mislim, da ste vi v najboljšem položaju, da o tem razpravljate in odpravite te skrbi. Bi sodišču iz svojega vidika povedali, ali je to upravičena skrb? Ne, ona tega Tenerju nikoli ne bi naredila. Nikoli ga ne bi zapustila. Ne. Nimam več vprašanj. Zdaj, potem ko so priče zaključile s pričanjem, sta obe strani podali svoje zaključne argumente sodniku. Gospodična Ramsar je tukaj živela celo svoje življenje. Njena družina živi tukaj. Njeno srce in duša sta v Woodwardu v Iowi. Potovanja, o katerih je govorila, da je bila zunaj Iowe, da nima potnega lista, da ima močno družinsko vez, vse to dokazuje, da je povezana s to skupnostjo. Nima kazenske evidence. Ena kazen za prehitro vožnjo. To je pomembno, ker ne kaže le nekaj o njej, njenem življenju, ampak tudi o njenem značaju. In niste slišali niti ene osebe, da bi rekla, da so jo videli z drogami. Videli so jo s strelnim orožjem. To kroglo smo našli nekje. Sodnik, prosili smo za razumno varščino. To je vse, kar zahtevamo. Da se lahko pripravi.
da se lahko brani. In to stori, medtem ko je zunaj z družino, ki jo ima rada in ki jo ima rada tudi ona. To je edinstven primer. To je edinstven primer. In prosimo vas, sodnik, da sledite dokazom, ki so bili predstavljeni med obravnavo varščine in nam določite pošteno varščino. To je vse, kar si danes želimo. Hvala, sodnik. To je kaznivo dejanje razreda A. Obtoženka se sooča z dosmrtno zaporno kaznijo brez možnosti pogojnega izpusta, če bo spoznana za krivo. Narava obtožbe sama po sebi ustvarja situacijo, v kateri je bolj verjetno, da bo obtoženka pobegnila. Ko bo razumela naravo primera proti njej, ki vključuje dokaze, ne le tiste, ki so bili predstavljeni veliki poroti in mimogrede, vsi dokazi predstavljeni veliki poroti so del preiskovalnega spisa. Ko pa se bo s tem soočila, po naši oceni, bo bolj verjetno, da bo pobegnila. To prav tako potencialno ogroža druge osebe. Njeno življenje je zdaj drugačno. Te spremeni okoliščine vsake osebe. V preteklosti je imela dostop do orožja. Ni nobenega zagotovila, ki bi nam ga obramba lahko dala, da ne bo še naprej imela dostopa do orožja. Obstaja začetni okvir za ta kaznivo dejanje, ki se je zgodil. To je ob 13:56. Gre za elektronsko pošto, ki jo je poslala Ashley Oakland. Ni bila povezana z umorom, razen tega, da je načrtovala večer za tisti dan. In potem je tu še klic na številko 911, ki je bil opravljen takoj zatem. To je zelo kratek časovni razpon. Glede na to, skupaj s pričanjem očividca, ki je opazil Kristen Ramsey na tem območju in njenimi izjavami policiji, ki jih lahko najbolje opišemo kot nedosledne, so takšne, da narava tega primera, okoliščine tega primera zahtevajo višjo varščino. In zato bi prosili, da sodišče tako tudi določi. Sprva je bila določena na $2 milijona izključno v gotovini in prosili bi, da tako tudi ostane. Sodnik je povedal, da bo svojo odločitev podal pisno po preučitvi argumentov na sodišču, vendar je odvetnikom v zapisnik povedal naslednje. Pri svoji odločitvi je pomembno, da javnost ve, da varščina ni namenjena kaznovanju nekoga. Obtoženec velja za nedolžnega. Po drugi strani pa je bilo ugotovljeno, da obstaja utemeljen sum, da je obtoženec storil zelo resno kaznivo dejanje. To se mi je zdelo tudi zanimivo. Obramba je sodišču predložila dokument, ki na več načinov prikazuje Ramseyjevo življenjsko zgodbo s slikami, ki jo predstavljajo kot dobrosrčno osebo z običajnim življenjem, kot nekoga, ki ne bi smel biti v priporu, medtem ko se primer nadaljuje. Zdaj še vedno čakamo na sodnikovo odločitev glede znižanja varščine in bomo to pozorno spremljali, ko se bo primer nadaljeval. Zdaj pa je še eno vprašanje razprave v tem primeru povezano z dokazi. Kar je razumljivo, saj se je ta primer začel pred približno 15 leti. Obstaja poročilo KCCI, ki se sklicuje na zahtevo obrambe, vloženo prav ta teden, v kateri naj bi tožilstvo obvestilo obrambo, da je organ pregona izgubil ali uničil dokaze, podatke o primeru ali oboje od smrti Miss Oakland. In to je šokantna trditev. Po poročilu je obramba zahtevala prisežne izjave, ki potrjujejo uničenje kateregakoli od domnevno uničenih dokazov, poleg vsega doslej razkritega dokaznega gradiva in preiskovalnih informacij države v tem primeru. Torej, je tukaj še veliko vprašanj, na katera je treba odgovoriti. Pozorno bomo spremljali, kako se bo ta pravni postopek odvijal. Vemo pa, da je naslednja obravnava, statusna konferenca, določena za 19. junij 2026. Stranki pa sta se dogovorili, da bo datum sojenja 11. januar 2027. S tem zaključujemo oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTube in Spotify, prav tako pa prenašamo na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.